Danes izboljšujemo težka ilovnata tla, zato nam pride prav lopata in pa kremenčev pesek. Kremenčev pesek dodajamo zato, ker se naša zemlja zelo počasi suši, je trda, zbita in najlažje pa kremenčev pesek vdelamo v tla kar z ruskimi vilami, rahlo porohlamo, ne rabimo čisto obračati in enostavno vidimo, da se kremenčev pesek spušča v nižje plasti. Tukaj spodaj so še težke grude in ne smemo iti čisto do konca. Kar se tiče kremenčevega peska, ima predvsem nalogo zračnosti, dodajamo pa ga približno tono do 2 tone na 100 kvadratnih metrov, tako da me tukaj čaka še kar nekaj dela, ampak delo lepo poteka v področju, kjer sem že dodal kremenčeve peske tesno na začetku, se je zemlja izboljšala. Na to zemljo pa smo seveda dodali tudi zemljo od šampinjonov, ki je bogata s humusom, enostavno veliko organske mase ima, dobro zadržuje tudi vlago, zemlja bo še bolj rahla in to je tisto najbolj idealno.